Življenje prinaša in odnaša. Tako je zapisala koreografinja plesne multimedijske predstave Življenje je vrednota Katja Vidmar. Dobrodelna predstava nagovarja vse tiste, ki so se soočali s hudo boleznijo rakom in se sedaj zavedajo, da je življenje resnično darilo. Zbrana sredstva predstave bodo namenili ustanovi Mali vitez. Predstava je bila v festivalni dvorani na ogled 17. junija in brez dvoma je začarala tudi gorenjsko občinstvo. Katja Vidmar je plesalka, ki je v preteklosti že ustvarjala podobne projekte. Jaz sem že pred 6 leti delala predstavo Ženska, s katero smo pomagali ženskam v stiski, ki so doživljale nasilje, in smo takrat darovali varnim hišam. Potem pa sem srečala gospo Vlasto Nussdorfer, varuhinjo človekovih pravic Republike Slovenije, in mi je dala idejo, da bi pa mogoče bilo smiselno sestaviti kako novo predstavo. In tako se je začela pot do predstave Življenje je vrednota, ki je luč sveta prvič ugledala 16. maja v Centru kulture Španski borci v Ljubljani. In smo se potem, 12 plesalcev se nas je zbralo in smo sestavili predstavo, ki govori o zdravnici, ki najprej zdravi in je zavezana svojemu poklicu in uživa v svojem poklicu, ko pomaga ljudem, potem pa sama zboli za rakom in se sooča z istimi problemi, kot se rakavi bolniki, torej s strahom, z dvomom, s zdravljenjem in z vsem, kar sodi zraven. Projektu se je pridružila tudi mlada pevka Klara Jazbec, ki nastopa kot častna gostja s pesmijo Milijon in ena. Enkrat sta se Albert pa Katja peljala v avtu in sta na radiju slišala mojo pesem in takoj pomislila, da bi v bistvu lahko to točka bila tudi z mojo pesmijo, in sem me poklicala in seveda sem rekla ja, kako naj rečem ne. Predstava je namenjena fundaciji Mali vitez, edini ustanovi v Sloveniji, ki svoje aktivnosti posveča mladim, ki so v otroštvu preboleli raka in so starejši od 18 let. Naše poslanstvo je pravzaprav omogočiti druženje teh mladih, ker preko tega izboljšamo lahko to njihovo vključevanje v socialno okolje, v vsakodnevno življenje in tako seveda izboljšamo tudi njihovo kakovost življenja. Poleg tega pa tudi finančno pomagamo pri nakupu nekaterih pripomočkov, kot so na primer proteze, lasni sistemi in tako naprej. Naša želja pa tudi, da pridobijo izobrazbo, primerno njihovim sposobnostim, zato podelimo vsako leto tudi nekaj štipendij. Kot pravi predsednica ustanove, se ne zgodi velikokrat, da nekdo kar sam od sebe ponudi pomoč. Dejansko občudujem to neizmerno energijo in to radost in dobrodelnost pravzaprav Katja in Alberta. Se kar nalezeš tudi tega, moram reči, ko si v stiku z njima. Katja je sama napisala vezno besedilo in pripravila koreografijo. Pri pripravi produkcijskega dela pa ji je pomagal Albert Podrekar. Črpala so pa v bistvu ideje iz čisto vsakodnevnih situacij, to se pravi situacij v samih družinah, kako se pogovarjajo, kako to razmerje nekako med sabo pelajo. Med drugim so gledala potem tudi, kako prijatelji, se pravi širši krog ljudi, in potem to probala pač nekako preleviti v plesno predstavo. Kakšna pa je bila pravzaprav pot do Malih vitezov? In Mali vitezi v bistvu najprej, ko so zbrala zgodbo o njih, kdo so pravzaprav in kaj počnejo, naj jo navdahnila, da mogoče pa to ta prava pot. In potem so poiskala pač kontakt z njimi in potem smo prišli tudi v Zreče, recimo, na eno njihovo delavnico, oziroma smo mi pripravili delavnico plesno za njihov terapevtski teden. Tako da smo prišli tudi v stik fizično z njimi, se pravi smo njihove zgodbe tudi poslušali, videli jih, tudi čutili, kdo so te ljudje, kakšnimi problemi pravzaprav se ukvarjajo v vsakem dnevu, in potem tudi med samimi predstavami smo začeli dobivati zgodbe malih vitezov, tudi tam, ki jih nismo osebno poznali. Tako da en vir je prišel tudi zdaj med predstavo, tako da rastemo skupaj nekako za razumevanje tudi malih vitezov. Vitezi se vsakokrat udeležijo tudi predstave in gledalcem na glas povejo svojo zgodbo. Gre za pripovedi, prežete z žalostjo, a hkrati tudi z optimizmom. Izredno so namreč hvaležni za vse, kar jim takšni projekti prinesejo.
ko so videli oni, da je ta kontekst, se pravi, da je ena cela predstava 12 plesalcev namenjenih njim, razumevanju njihovega vsakdana, razumevanju njihovih težav, ki jih imajo, ne, oni se čutijo počaščene, kar se tega tiče. Ne. Po drugi strani so veseli, da izpostavimo to tudi končno kot neko netabu temo, to se pravi, da lahko govorimo o tem tudi ljudem, ki se s tem soočajo, ampak mogoče ne najdejo pravega stika oziroma nimajo prave poti, kako o tem spregovoriti in nekako je to v vsaki družini bilo nekako skrito. Ne. Če tudi se o bolezni javno ne govori, lahko rečemo, da so se Slovenci izkazali za zelo dobrodelne in sočutne ljudi. Ker se je na 4 predstavah do zdaj izkazalo, da so bile dvorane polne, da so ljudje na koncu ustali in 10 minut ploskali in v bistvu nam čestitali in da gre tudi glas okrog in tudi tako gledajo predstavo, se mi zdi, da začutijo to našo energijo in da začutijo v bistvu, da so s tem, ko so kupili karto, donirali in naredili nekaj lepega in se mi zdi, da ja, da smo. Morda bo prav ta predstava pomagala, da bomo mnogo bolj spoznali tudi te otroke, ki k sreči po večini prebolijo raka in so veliki heroji in prav je, da predstava potuje po Sloveniji in Katja svojo ekipo naredi izjemno delo. Predstava na Bledu je bila zadnja v poletnem času, bodo pa jeseni stopili še na kar nekaj slovenskih odrov. Maribor, verjetno tudi Mursko Soboto, Novo Gorico, Šentjur, Celje, Polhogradec, Kranj, Škofje Loko, skratka po večjih slovenskih odrih. Povabljeni pa smo tudi v tujino, verjetno bomo nastopali tudi v zamejstvu, se pravi na Madžarskem, v Avstriji, Nemčiji in verjetno tudi v Švici. Častna pokroviteljica predstave je varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer. Moja naloga je, da nastopam na teh dogodkih, da ljudem povem, kako zelo pomembno je, da se soočamo tudi s takimi zlasti otroki, ki so preboleli raka, da jim pomagamo in da s tem, ko se prispeva, jim omogočimo to, kar žal tudi država ne, torej tabore, druženje in da to niso mali, ampak veliki vitezi. Malih oziroma lahko rečemo velikih vitezov je v Sloveniji trenutno približno 1000 in lepo je vedeti, da so še ljudje, ki nesebično mislijo tudi nanje. Vsak med nami pozna koga, ki je zbolel za rakom ali pa je koga že izgubil, tudi sama imam to izkušnjo večkrat v družini in tudi sicer med prijatelji in znanci in zato se mi je zdelo, da mogoče se o teh bolnikih premalo govori v stališča tega, kaj vse preživljajo in želimo jim sporočiti, da niso sami, da mislimo nanje, da smo tu in da je življenje vrednota in da se je vredno boriti.